Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Zaradi obnove palače Debeli se bodo koprski študenti kmalu morali izseliti iz dosedanjih prostorov, v katerih je klub deloval od leta 2001. Pogovarjali smo se z novo izvoljenim predsednikom Martinom Kodarinom. Pred novim letom je v Centru mladih Koper potekal najdaljši občni zbor v zgodovini kluba študentov občine Koper, na katerem je bila tudi rekordna udeležba. Na novo so izvolili predsednika, 2 člana upravnega odbora, svetnika in člane nadzorne komisije. Sedaj sledijo novi izzivi in nov program, ki ga pripravljajo na klubu. Novost bodo redne javne skupščine, ki bodo potekale enkrat na 2 tedna, kjer bo vsak član imel možnost kreativnega udejstvovanja s pomočjo trenutnih funkcionarjev KŠOK-a, ki bodo izvedbo mentorirali. Preprosto bi lahko prišel kdorkoli, se pravi član, simpatizer ali član dijaške sekcije, ki bi imel neko idejo, ker mu bi tudi mi omogočili ustvariti nek projekt. To bi izgledalo tako, da naprimer, če ima nekdo željo narediti zdaj delavnico joge ali pa tečaj kaligrafije in ima nekako že zastavljeno vizijo, mu jo bi mi pomagali uresničiti. Če pa nima neke zastavljene vizije, pa bi vseeno rad nekako ustvaril nek projekt, v bistvu bi mi bili tam zato, da mu lahko pomagamo uresničiti lih to. Program je bil narejen z mislijo na to, da se selijo. Palačo Debeli na Cankarjevi ulici 9, kjer ima KŠOK trenutno prostore, je namreč v last od občine Koper dobil znanstveno-raziskovalni center Koper, ki sedaj stavbo že obnavlja. V obnovljeno palačo Debeli naj bi se nastanilo preko 80 raziskovalcev, zaključek prenove pa načrtujejo leta 2026. Kam pa se bo preselil klub študentov občine Koper? Selili se bomo na Cankarjevo 6, v nekdanje prostore boksing kluba. Trenuten prostor, ki nam ga je občina namenila, ne ustreza še dejanskim pogojem delovanja kluba, tako da se še moramo nekako prebiti skozi to, da sploh usposobimo prostor, ampak v bodočem, ko ga usposobimo, je naš namen ga tudi prenoviti in ga usposobiti za to, da bi bil prireditveni prostor. Selitev bo sicer terjala večji del njihovega proračuna. Luka Koper je v sredo slovesno otvorila novo pridobitev, sodoben kamionski terminal na Serminu, ki je zdaj dokončno preseljen iz mesta na obrobje. Nov terminal ima 203 parkirna mesta za tovorna vozila in vso pripadajočo infrastrukturo. Njegova lokacija pa naj bi razbremenila promet v mestu. Rast pretovora v Luki seboj prinaša povečane obremenitve za Koper, zato je nova infrastruktura pomemben del tako razvoja pristanišča kot izboljšanja življenjskih pogojev v mestu. Tako je. Današnji dan je pomemben mejnik v razvoju Luke Koper. Nadzorni svet je v zadnjem četrtletju lanskega leta sprejel poslovni načrt za leto 2024 in celotno strategijo razvoja Luke Koper do leta 2028. V strategiji so načrti ambiciozni, 780 milijonov evrov naložb, ki bodo usmerjena tako v posodobitev kot v izgradnjo nadaljnjih kapacitet za dodatni pretovor, da se nam bo le-ta na pomembnih blagovnih skupinah, kot so na primer kontejnerski terminal, dvignil od zdajšnjih skoraj da 1.100.000 na 1.700.000 komadov pretovora letno. Med novimi naložbami je predsednica uprave Luke izpostavila izgradnjo 12. veza, gradnjo potniškega terminala, gradnjo novega visoko avtomatiziranega skladišča za jeklene kolute ter izvedbo severnega dela prvega pomola, ki je ključen za zapolnitev dodatnih kapacitet drugega železniškega tira. Seveda nas, ali pa bolj kot nas, Luko Koper v letošnjem letu in nadaljevanju čaka še kar nekaj velikih investicij. Jaz lahko povem, da država to vse absolutno podpira, stala bo ob strani Luki Koper, vse, kar bo potrebno z naše strani,
bo narejeno zato, da se Luka Koper lahko širi in raste. Konec koncev tudi največji infrastrukturni projekt v naši državi trenutno, to je gradnja drugega tira, je pravzaprav v največji meri povezana prav z Luko Koper. Tukaj želim, zdaj ko smo v Kopru in na Primorskem, sporočiti, da nadaljujemo z postopki umeščanja v prostor tudi tistega dodatnega tira, tako da tudi proga od Kopra do Divače bo v doglednem času dvotirna. Po besedah ministrice bomo v letošnjem letu dočakali tudi začetek gradnje Serminske vpadnice. Kot sem omenila, smo Dars na nek način zavezali ali pa skupaj iščemo rešitve tudi za dodatna parkirišča, zato da bi ljudem tukaj v Kopru, bom rekla, čim bolj olajšali življenje tudi takrat, ko so prometne konice. Na mestu starega kamionskega terminala bo po načrtih zrasel nov trgovski center, ki ga bo gradilo podjetje Bauhaus Slovenija. Skoraj 5 hektarov veliko območje na vrhu Ankarana je v osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta predvidenih za stanovanjsko gradnjo. V Ankaranu bodo prihodnje leto začeli graditi večje stanovanjsko naselje. Projekt Ankaran Hrib so sicer načrtovali že v času, ko je bil Ankaran del mestne občine Koper, a je bil tedaj zasnovan precej obsežneje kot zdaj. V občinski upravi so nam povedali, da je trenutno v pripravi komaj osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta in da na tej točki težko povedo kaj več. Posodobljeni projekt za sosesko Ankaran Hrib naj bi bil urbanistično bolje zasnovan od prejšnjega, novogradnje pa naj bi bile namenjene bodočim občanom Ankarana in ne dopustnikom. Tako je za medij RTV Slovenija zatrdil ankaranski župan Gregor Strmčnik. Ob tem pa je potrdil, da bo na skoraj 50.000 kvadratnih metrov velikem zemljišču nad Ankaranom zraslo približno od 150 do 170 stanovanjskih enot. Pojasnil je tudi, kakšna bo tipologija gradnje, in sicer ta naj bi bila nekje med individualno in vrstno hišo s sklopom ločenih samostojnih stanovanjskih enot, povezanih v neke skupne objekte s podzemnimi garažnimi kapacitetami. Več kot 3/5 zemljišč je v lasti 2 večjih investitorjev, slovenskega in nemškega. V projekt pa se je vključilo še nekaj manjših pravnih in fizičnih oseb ter občina. Kot je razložil Strmčnik, gre za partnerski odnos investitorjev, v katerem bo občina celo pridobila dodatna zemljišča namenjena komunalni infrastrukturi in cestišča znotraj naselja, ter na ta način objekte in naselje ohranila odprto. Udeležili smo se predavanja 3 študentk zdravstvene nege, ki so predstavile svojo odpravo v splošno bolnišnico v Gambiji. 3 študentke zdravstvene nege na Fakulteti za vede o zdravju so se lani septembra, oktobra in novembra odpravile v Gambijo, kjer so 8 ur na dan delale v splošni bolnišnici Kanifing in širile svoje znanje zdravstvene nege. Svojo odpravo so zainteresiranim predstavile v torek. Meni je bil sigurno največji izziv prvi dan, ko sem prišla v bolnico. Tudi pol naprej so bili dnevi, ko so bili kar težki in smo imeli kar težke primere. In si včasih želiš pomagati več, kakor lahko. Prvi dan predvsem zaradi smrti otroka in zaradi čist drugačnega načina dela, zaradi komunikacije. V bistvu že samo zato, ker sem mogla čist sama priti od mesta, kjer smo bili nastanjeni, do bolnice. Mi je bilo tako malo neprijetno se sama voziti po Gambiji, vmes zamenjati 2 taksista ob zavedanju, da Gambija za bele ženske ni glih najbolj varna država, ampak sem nekako zaupala, da bo vse v redu.
Največja razlika, ki so jo punce opazile v primerjavi s slovenskim zdravstvenim sistemom, so slabi higienski standardi ter to, da v gambijskih bolnišnicah ni obrokov. Dobijo ga le najbolj podhranjeni otroci. Najbolj me je presenetilo sploh njihova kultura, zelo presenetil me je njihov promet, njihov način življenja, da živijo iz dneva v dan. In pa seveda v bolnišnici me je pa najbolj presenetilo, da me je res pač malo stvari, ampak s tem zelo dober znajo uporabiti, kar imajo, boljše kot mi. Odprava v Gambijo jim je poleg izkušenj v zdravstveni negi spremenila tudi pogled na življenje. Ja, da smo hvaležni, ne, za vse, kar imamo, zato ker je manj je več, ne. In da tukaj je res veliko egoizma in vse, in da dobiš drug pogled na svet, bolj ceniš vse, kar imaš. Ob vprašanju udeleženca njihove predstavitve, če bi takšne izkušnje priporočile tudi ostalim študentom, so v en glas odgovorile pritrdilno. Takšne in podobne odprave zelo spodbujajo tudi njihove mentorice. Dosegajo druge kompetence, ki so v bistvu zelo pomembne za življenje. Torej, prilagajanje na različna okolja, fleksibilnost, biti z drugačnimi ljudmi. In zato tudi kot mentorice zelo spodbujamo odprave torej v države tretjega sveta, Azijo, ali pa tudi včasih samo že na Balkan. Že tam je v bistvu zelo različna kultura, kot pa je pri nas. Se učijo tudi za življenje, dejansko kako ohraniti neko strokovnost, kjer nimaš nobenih pogojev, kot sem že predstavlja, tukaj moraš biti res izjemen. Torej, to so neke izkušnje v nekih izrednih razmerah, no vse zadnje pa izredne razmere se jih dotaknemo lahko tudi pri nas, smo imeli tudi poplave, so potresi in ostalo, tako da mislim, da je to res ena taka izjemna izkušnja, s katero so se srečali in jim je dobra popotnica za življenje, definitivno. To je bila prva takšna odprava s strani Fakultete za vede o zdravju. V Slovenskem morju se je leta 2020 zgodil množični pogin leščurjev. Biologi, združeni v mednarodni projekt Life Pinna, se trudijo, da bi to za ekosistem zelo pomembno vrsto ohranili pri življenju. Veliki leščurji, školjke, ki privabljajo z velikostjo in lepoto svoje lupine in so tradicionalno znane tudi po morski svili in biserih, zadnja 3 leta izginjajo tudi v Slovenskem morju. Krivec za to je parazit Haplosporidium pinne, ki so ga raziskovalci prvič odkrili leta 2016, ko je prišlo do množičnega pogina teh školjk v Španiji. La situazione della pinna purtroppo, come in tutto il Mediterraneo, anche nel mare sloveno, è molto critica. Nel nord Adriatico e in particolare lungo le coste slovene avevamo prima di questa mortalità di massa delle densità molto elevate, quindi era una situazione molto favorevole per questa specie. In tante aree, anche qua in fronte alla stazione di biologia marina, avevamo elevate densità di questa specie, in alcune zone anche un animale per metro quadro, quindi tantissimi. Per un certo tempo si è pensato che il Nord Adriatico potesse essere una sorta di area sicura per la pinna. La mortalità di massa della pinna infatti è iniziata nel 2016 in Spagna. Lì è stata studiata per la prima volta e purtroppo poi si è diffusa in tutto il Mediterraneo. Severni Jadran je od takrat veljal za varno zatočišče velikega leščurja vse do leta 2020, ko se je zgodil prvi množični pogin tudi v Slovenskem morju. La diffusione è stata rapidissima, i primi segnali sono stati visti all'inizio di agosto del 2020, a settembre c'era già l'80-90% di mortalità e a ottobre era difficile veramente trovare un individuo vivo. Adesso troviamo ancora molte conchiglie vuote e questo ovviamente anche rende più difficile la ricerca degli esemplari ancora vivi, però ne avremo sempre di meno. E questo è anche in realtà un problema perché la pinna è molto importante per 2 motivi principali. Uno perché è un filtratore di grosse dimensioni, quindi ha un effetto molto importante sulla colonna d'acqua, quindi pulisce in qualche modo l'acqua. E l'altro perché è un cosiddetto biocostruttore, cioè è una specie che con la sua struttura e la sua conchiglia ospita
molte altre specie. Quindi la mancanza di queste strutture porteranno a dei problemi anche ad altre specie che le utilizzano come rifugio, per farci il nido, oppure semplicemente animali che si attaccano a queste strutture. E quindi trovano una struttura solida in un ambiente che altrimenti non offrirebbe appigli per questi animali. Ob slovenski obali so sicer v zadnjem času našli žive primerke predvsem mladih leščurjev. Novembra leta 2019 so naravovarstveniki 75 mladih leščurjev preventivno poskusno preselili v vode Škocjanskega zatoka, saj naj bi parazit v lagunskih manj slanih vodah teže preživel. Poskus pa se na žalost ni posrečil. Trenutno na Morski biološki postaji gostijo nekaj primerkov mladih leščurjev, ki pa jih bodo morali ponovno naseliti v morje, saj školjke v akvariju zelo težko preživijo. Adesso con le ultime analisi che abbiamo fatto siamo un po' più tranquilli sull'idea di rimetterli in mare. Questo perché con questo progetto Life Pinna mandiamo dei campioni di mitili in Sardegna dove fanno le analisi genetiche per cercare la presenza di questo parassita. Il mitilo non è danneggiato da questo parassita, però è un grande filtratore, quindi se l'acqua presenta elevate quantità di questo parassita, il mitilo lo filtra e quindi all'interno dell'animale si trova il parassita. Adesso invece le ultime analisi non stanno trovando più questo parassita, quindi questo non vuol dire che sia scomparso, ma la quantità è molto diminuita, quindi si spera che sia meno problematico anche per gli animali. Parazit sicer napade prebavni sistem velikega leščurja. Tipičen znak, da je školjka bolna, je, da ob dotiku počasi zapre svojo lupino. Zdrav osebek se namreč na dotik zapre zelo hitro, v nekaj sekundah. Biologi pozivajo, naj ljudje, ki opazijo žive leščurje v morju, to sporočijo Morski biološki postaji v Piranu, skupaj s podatki o lokaciji, globini in velikosti lupine. Če je mogoče, pa naj priložijo še fotografijo primerka. Pred 2 dnevoma je Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vendarle potrdil kandidaturo Koprčanke Mateje Čalušić za novo kmetijsko ministrico. Ko je vse kazalo, da je izbira za kmetijskega ministra, za katerega je bil predlagan upokojeni major Vojko Adamič, zgolj formalnost, se je tik pred zdajci zgodil preobrat. Adamič je soglasje k kandidaturi umaknil in premier je za vodenje kmetijskega resorja predlagal primorsko poslanko Gibanja Svoboda Matejo Čalušić. A se je kmalu zapletlo. Ugotovilo se je namreč, da predlagana kandidatka nima izobrazbe, ki je bila napisana na spletni strani Državnega zbora. Po trditvah Mateje Čalušić in stranke Svoboda je prišlo zgolj do administrativne napake, za katero je stranka prevzela popolno odgovornost. Nakljub temu je premier vztrajal pri svoji izbiri, včeraj je bila kandidatka zaslišana pred odborom Državnega zbora. Tam so pričakovano opozicijski poslanci izpostavili problematiko njene izobrazbe. Mateja Čalušić je na to odgovorila tako. Ne gre torej za to, da bi se želela predstavljati za izobrazbo, ki je nisem dosegla, saj sem se javno na več mestih predstavljala s pravilno navedeno izobrazbo. Priznam, morala bi natančno pogledati vse svoje podatke, za tako površno se pa moram jasno opravičiti. Zaslišanje je navkljub temu uspešno prestala, danes bo Državni zbor na izredni seji odločal o imenovanju na ministrski položaj. V gledališču Koper smo se udeležili dogodka iz cikla Spoznaj, v okviru katerega Znanstveno-raziskovalno središče Koper organizira sproščene pogovore o znanosti. Kot ugotavljajo v Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, se v današnjem času srečujemo s krizo kompetentnega vodenja v družbi. To se odraža tako v politiki, kot tudi v javnih zavodih in gospodarstvu. Na razpravi so sodelovali 4 sogovorniki. Dr. Rado Bohinc iz Pravnega inštituta ZRS Koper, Marta Kelvišar, direktorica Adria Dom in menedžerka leta 2023, doktorica medicine Iva Jurov,
ter dr. Roberto Biloslavo iz Inštituta za vedenjsko ekonomijo ZRS Koper in Fakultete za menedžment Univerze na Primorskem. Pogovor je vodil direktor znanstveno-raziskovalnega središča Koper Rado Pišot. Vse prisotne je ob pričetku v uvodnem govoru pozdravil tudi župan mestne občine Koper Aleš Bržan. Naš namen je pravzaprav vse različne zanimive teme predstaviti širši populaciji, se približati prebivalcem mestne občine Koper, se približati vsem, ki jih zanima to, kar raziskujemo, in to predstaviti na način, da je za ljudi zanimivo, predvsem pa da zintrigira in da se ukvarjajo s temi vprašanji, ki so pač širšega družbenega pomena. Kompetentnost kot vzvod družbene odgovornosti. To je bila osrednja nit včerajšnjega pogovora. Vprašanje kompetentnosti kot zmožnosti uporabe lastnega znanja, izkušenj in vrednot v procesu doseganja cilja, izziva ali reševanja problema, tako v poklicnem kot tudi zasebnem okolju. Glavne ugotovitve so seveda te, da je kriza kompetentnega odločanja še kako prisotna in da se moramo na vseh področjih zavedati obravnave tega vprašanja in poskušati ne kompetentnost samo upoštevati v družbeno odgovornem kontekstu, ampak ga tudi ustrezno nagrajevati in mu dati pravo vlogo, kajti samo tako bomo delovali tudi kot vzor mlajšim generacijam. Kot lahko povzamemo iz včerajšnje razprave, je za uspešno in družbeno odgovorno družbo poleg strokovnih kompetenc zaposlenih potrebno visoko na lestvico pomembnosti postaviti tudi zmožnost sodelovanja in skupinskega dela. Družbena odgovornost je odgovornost za življenje v skupnosti. Je odgovornost posameznika in institucij neke skupnosti. In kot je na razpravi omenil dr. Rado Bohinc iz Pravnega inštituta ZRS Koper, večja kot je družbena moč posameznika ali neke institucije, večja je tudi njihova družbena odgovornost. Na zadnji seji je mestni svet mestne občine Koper povišal ceno turistične takse. Z novim letom se je turistična taksa v mestni občini Koper zvišala iz 2 evrov na 2,5 evra. Nova cena je zdaj poenotena s sosednjimi občinami. Občini Piran in Ankaran sta ceno turistične takse dvignili na 2,5 evra že leta 2019. Izolska občina pa jo je podražila tik pred lansko poletno sezono. Torej v letu 2023 je bilo zbranih preko 467 tisoč evrov. Turistična taksa se zbira na proračunu občine in gre za namenska sredstva in skladno z zakonom o turistični taksi je potrebno ta sredstva porabiti bodisi za promocijo turizma, vlaganje in razvoj turistične infrastrukture, organizacijo prireditev, za delovanje turističnega informacijskega centra, spodbujanje razvoja turističnih produktov, torej vse, kar je v povezavi s turizmom. Občina predvideva, da bo s povišanjem takse v letošnjem letu zbrala okoli 600 tisoč evrov, ob predpostavki, da bo število realiziranih nočitev podobno lanskemu, ko je v Kopru dopustovalo 123 tisoč 396 gostov, ki so ustvarili 371 tisoč 877 nočitev. Nam je absolutno velik interes, da se destinacijo Koper uveljavlja v bližini in prav tako mednarodno prepoznana, zato pa so potrebne razne promocijske aktivnosti. Namen tega je pa seveda, da turisti pridejo na našo destinacijo in da občani imajo prihodek iz tega obiska. Prizadevanja, da bi občina turistično takso lahko zaračunala tudi dnevnim turistom, ki Koper obiščajo z ladjami križarkami, pa zaenkrat še niso obrodila sadov. Zato je namreč potrebna sprememba zakonodaje, na katero trenutno še čakajo. Slovenska raziskovalca iz Inštituta Jožefa Štefana sta pokazala, da imajo mehurčki, ki so že tako privlačni, še eno uporabo. Ustvarjajo namreč lahko barvno nastavljivo lasersko svetlobo. Barvilo raztopljeno v milni raztopini takšnega mehurčka ojača svetlobo, ki kroži v sferični lupini in proizvede lasersko svetlobo, ki je vidna kot žareč obroč okoli mehurčka. Poglejmo.
Pozdravljeni v kulturnem napovedniku. Napovedali bomo dogodke, ki se bodo odvili v prihodnjih 7 dneh na slovenski obali. Že jutri dopoldan se lahko udeležite praznovanja japonskega novega leta v dvorani osnovne šole Koper, ki ga organizira Judo klub Koper. Pričetek ob 10. uri. Vzporedno se bo v gledališču Koper odvila otroška predstava Brunda Grom. Ta pripoveduje o deklici Živi in medvedku Milku in njunem prijateljstvu. Pričetek ob 10. uri in 30 minut. Zvečer se lahko odpravite na koncert lokalne stoner drone metal zasedbe Omega Sun. Te bodo predstavili svoj novi album Roadkill ob 20 in 30 minut v Centru mladih Koper. Naslednje jutro bo ob 10. uri v auditoriju Portorož potekala lutkovna predstava za otroke in vse tiste, ki so to še po duši. Mini teater iz Ljubljane vas bo popeljal v svet Hrestača. V MC Markovec prihaja Pogled podcast pod vodstvom Tomaža Kosomine. Gostil bo 4 obalne rap legende Drila, Burketa, Aksela in Reto. Izhodišče pogovora pa bodo snovali na razvoju glasbe. Za trenutek si oglejmo videospot od Drila. Vozim proti soncu, ki ne mislim se več vrnit nazaj. Tudi ko odplavam proti toku, vedno vem, kam grem in zakaj. Nov začetek naj sledi po koncu, tu, kjer več toplina ne obstaja. Na četrtkov večer se lahko udeležite že 45. edicije Bunga stand-up večerov. Tokratni gost večera bo Marko Žerjal, pridružili pa se mu bodo tudi še mnogi drugi. Pričetek ob 20. uri v Centru mladih Koper. Naslednji večer se lahko ob 19 in 30 minut v auditoriju Portorož udeležite še enega stand-up večera. Predstavil se bo Daniel Fabri svojo stand-up komedijo Priročne resnice. Predstava bo potekala v italijanskem jeziku. Isti večer se lahko ponovno v Centru mladih Koper ob 20 in 30 minut udeležite koncerta zasedbe Tomi Purič Balkan Jazz Group. Ta žanrsko prepleta etno in jazz ter elemente z orienta Balkana in Istre z izvorno džezovsko improvizacijo in neobičajnimi ritmi. Medtem se bosta v Hangar baru s pričetkom ob 21 in 30 minut predstavila 2 mlada kantavtorja. Večer bo otvoril Matija Vizintin, slovenski zamejec, ki bo predstavil svojo avtorsko alternativno rock glasbo. Sledil mu bo Koprčan Mark Godina, ki deluje pod umetniškim imenom Market Garden in bo predstavil svoj prvenec Pieces of Sanity. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete v naši zadnji izdaji časopisa Megafon ali pa na naši spletni strani www.megafon.si. Do naslednjič. To je bilo za danes vse.
Imejte lep vikend in se vidimo spet naslednji petek.